Danes v Pomurskem dnevniku. Srečanje kluba Župan. Pašteta Kekec. Mura danes v pokalu s Koprom. Sprejeta novela zakona o javni rabi slovenščine. Jutri bo delno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V Ljutomeru je danes potekalo 4. srečanje kluba Župan, ki sta ga sicer organizirala Skupnost občin Slovenije in ljutomerska županja Olga Karba. In ker je letošnje leto v občini Ljutomer zabeleženo kot leto ljutomerskega kasača, so se gostje zbrale ob muzeju ljutomerskega kasača in hipodromu, kjer so si ogledale zanimivo zbirko in se celo popeljale s kočijo. Slovenija ima vsega skupaj 29 županj, na današnjem srečanju v Pomurju pa se jih je zbralo 16. In namen gre za izmenjavo primerov dobrih praks, slovenske županje pa se srečujejo na približno 2 meseca, vedno v drugi občini. Seveda se vsaka pohvali za tistim, po čem je najbolj prepoznavna, poudari svojo identiteto. Tisto, kar pač v Ljutomeru lahko izpostavimo, je seveda naša prleška duša, naša kulturna dediščina, naša naravna dediščina. Županje so bile sprejete v županatu mestne hiše, kjer so izvedele vse o občini Ljutomer. Sledil je ogled muzejske zbirke v splošni knjižnici. Ker pa je letos 150. obletnica prvih kasaških dirk na Slovenskem, so si ogledale tudi kasaški muzej. Seveda bodo se tudi popeljale z tako imenovanim, bi lahko rekli, bagrljem. To smo mi zdaj tudi uvedli nov projekt v Ljutomeru, prevoz starejših občanov in smo ga kar poimenovali bagrli, ker to se upada z letošnjo obletnico. Da pa je letos vse malo drugače, so se županje na povabilo županov odpravile tudi v občini Beltinci in Turnišče. Poskusili bomo seveda prleško gibanico, v Beltincih pa nas najbrž čaka tudi otok ljubezni, da se bomo malo pocvrtale in seveda se potem z lepimi vtisi razšle. Seznanile so se tudi s projektom Infogeotermal, v sklopu katerega se raziskujejo najpomembnejše lokacije na področju Pomurja. Trenutno najbolj atraktivna je v Lendavi. Tudi mi smo se nekako vključili zaradi tega, ker imamo še neki potencial na Kamenščaku, tako da smo sedaj z državno sekretarko na pristojnem ministrstvu tudi v kontaktih, če bi mi tudi lahko ponovno oživeli, se pravi, ta kapital. Mislim, da bi po ocenah nekako lahko tudi ogrevali Ljutomer, tudi recimo bi potem dolgoročni plani ogrevali bazen naš v parku prvega slovenskega taborja. Karba ob tem dodaja, da iščejo tudi investitorje, kajti gre za projekt, ki je prevelik finančni zalogaj za občino. Vse to so razlogi, zakaj so tovrstna srečanja po mnenju župan tako pomembna. Primeri dobrih praks in potencialov se namreč morajo slišati. Prav tako možnosti izkoriščanja nepovratnih sredstev. Svoje je predstavila tudi Karba, tako na primer poudarek na trajnostni mobilnosti. Tudi naš pristop k izgradnji kolesarskih stez, da niso obvezno v asfaltni izvedbi, ampak smo tudi zaupali, da smo tukaj v dobrih odnosih z vodarji, ki so dovolili tudi izgradnjo kolesarskih poti ob reki Ščavnici, doživiš naravo, doživiš vodo in to je nekaj neprecenljivega. Županja južno-primorske regije, ki svojo občino vodi že 3. mandat, ostaja zvesta tovrstnim srečanjem že od prvega vabila. Poudarja pa, da ji ta druženja vedno dajo veliko, kajti vsaka županja se srečuje s problemi, ki jih je pač treba rešiti. In ko se tako dobimo in odpremo razne probleme, potem tudi malo podiskutiramo in na ta način mogoče najdeš eno dobro idejo, kako kakšno stvar zapeljati. Klub Župan je sicer nastal leta 2014, med drugim tudi z namenom in željo, da se spodbudi vstop žensk v lokalno politiko. In porast je opazen. In tudi jaz sem jih danes spodbudila, da 4. mandat je najboljši, zato ker potem že poznaš dobro svoje ljudi, svojo občino in tudi lažje funkcioniraš, čeprav so izzivi vsekakor pač. Mislim, da so te ženske res z srcem in dušo za svojo občino pripravljene razkirati svoj čas, energijo in tudi prav je, da se čim več žensk odloči, zaradi tega, ker imamo čisto drugačen pristop kot recimo moški. So pa ta srečanja tudi odličen vir navdiha, a tudi pomoči in podpore. Tako druženje je zelo dobrodošlo in na koncu smo
prijateljice, vse. In ko se pokličeš, točno veš, s kom govoriš na drugi strani. Kako pa se ženske počutijo v politiki? Jaz mislim, da ta prvo prepreko preskočiš, ko se odločiš, da boš kandidirala in se postavila pač ob rob moškemu. In potem gre vse lažje. Ob vsem sta še vedno najpomembnejša napredek in dobrobit kraja. To pa sta temi, ki sta prisotni ob tovrstnih srečanjih. Vsaka dobra vlada, kot je bilo poudarjeno, se tako zaveda, da se gradi od spodaj navzgor. In tista vlada, ki to prepozna, mislim, da je na pravi poti, kajte če bo nekaj več denarja dala v lokalno okolje, mi eno naredimo 5. In to se tudi odraža navzdol iz občin na krajevne skupnosti ali na društva. Društvom daš recimo neki mali denar in bodo naredili zelo dober dogodek. Tako je tudi po moje na nivoju iz države na občine. Blagovna znamka Kekec je ena izmed zadnjih znamk, ki je bila prepoznavna še v času Jugoslavije in je hkrati še vedno v popolni lasti Slovencev. Njen rešitelj je bil po stečaju bivše mesne industrije podjetnik Miroslav Flisar, ki pašteto v proizvodnji nekdanjega pomurkinega obrata konzerv proizvaja že od leta 2011. Konec prejšnjega leta je kazalo, da bo nostalgična pašteta Kekec, poimenovana po liku iz Van Dotovega romana z istim imenom, dobila novega lastnika, a je nato kupec zadnji trenutek nepričakovano odstopil od nakupa. In to sem jaz sprejel. Nisem jaz imel nekega posebnega razpisa, če bi rekel, kaj prodajam podjetje. Ne? To smo slučajno jih je zanimalo in smo dorekli neko zadevo in ni prišlo do realizacije. Nič hudega. Proizvodnja paštete Kekec je edina še aktivna na pogorišču nekdanje mesne industrije Pomurka. Večina preostalega industrijskega kompleksa namreč sameva in tudi propada. Je praktično vse propadlo, kdorkoli bo kupil, ima zelo veliki strošek za investicijo. Ne. Smo mogoče kdaj razmišljali o tej zadevi, ampak ko potegneš generalno, je investicija za nas bistveno prevelika. Ne. Mogoče kdaj iz sveta, ko bomo tako veliki, da bomo lahko imeli 20.000 ton proizvodnje, ne, bomo razmišljali o tistem delu prostora, zaenkrat pa ne. Veliko več pozornosti za to podjetju posvečajo svoji proizvodnji in recepturi, ki se ni kaj dosti spremenila iz časov, ko je marsikdo še v otroštvu namazal na kruh. Recept Kekec paštete je taki, kak je bil na kraju, ko je šla v Pomurka v stečaj, začimne mešanice, vse ostalo enako. Pač surovina, meso pa je pač enako, kot je bilo tudi prej. Tako da neke spremembe velike ni. Glavna sestavina je seveda meso, ki pa nažalost ni le slovensko, saj ga pri nas enostavno ni dovolj za takšno proizvodnjo. Trenutno meso prihaja iz Evropske unije, ker mesa za predelavo v Sloveniji je bistveno premalo in če bi šli samo na slovensko osnovno surovino, mislim, da bi imeli maksimalno za mesec dni proizvodnje, nič več. In to je še vprašljivo. Podobno kot recept je tudi postopek proizvodnje paštete ostal enak kot v preteklosti. Mi imamo konstantno meso se kuha, oziroma vse sestavine se kuhajo, se dodajo začimne mešanice, to se seklja, zmeša in pol gre prek mikrokotarja na polnjenje. Podobno kot večina proizvodnih podjetij, se tudi v podjetju 8 sooča s težavami pri iskanju primernih kadrov. Zelo težko dobiti mlajši kader, ki bi bil pripravljen sprejet, oziroma ki je izobražen za predelavo v živilski industriji. Po njegovih besedah se v Sloveniji letno izšola do 10 mesarjev, kar je bistveno premalo za potrebe trga, zato razmišljajo o drugačni rešitvi. Razmišljamo, da bomo šli v investicijo, da bi celo proizvodnjo avtomatizirana oziroma robotizirana, da bomo pač sprobali na ta način nadomestiti starejši kader, ki bo šel v upokojitev. Miroslav Flisar sicer ostaja lastnik blagovne znamke Kekec in podjetja, ki pašteto izdeluje, a je vse bližje upokojitveni starosti. Srčno si želi, da bi ga nasledila hčera. Zaenkrat probam zadevo peljati še naprej sam, oziroma sam probam peljati zraven hčero. Res, da je ona trenutno arhitekt, pa v teh vodah se giblje. Bo pa ima časa še nekaj let, da bo spoznala, kaj je živilska industrija, da bo verjetno prevzela so zadevo. Tako bi ta prepoznavna znamka še naprej ostala v slovenskih rokah, ki bi še naprej negovali njeno tradicijo in jo obdržali na domačih tleh.
Po zadnji tekmi v prvi slovenski nogometni ligi je pred Muro čas za nov podvig. Danes večer je namreč na vrsti četrtfinale slovenskega pokala. V tem delu tekmovanja pa se bodo črno-beli pomerili z ekipo iz Kopra. Mura se bo danes ob 20. na Bonifiki pomerila s Koprom. Ekipo, ki se na prvenstveni lestvici nahaja tik pred Sobočani s 3 točkami prednosti. V zadnji prvenstveni tekmi so Prekmurci sicer s 3-5 ugnali Domžalčane, s tem pa jim je verjetno z ramen padel del bremena. Ja, dosti lažje se pripravljati sigurno, ker je na koncu vsi treniramo za to, da zmagujemo, da dosegamo dobre rezultate in bom rekel, da sem vesel, da nam je v Domžalah uspelo odigrati dobro tekmo, predvsem doseči dober rezultat. S treningi in rezultati so zadovoljni tudi igralci. Že res nekaj časa dobro treniramo, končno se je to poplačalo, veseli smo te zmage, pomembne zmage, dodala, dobili smo neko določeno samozavest in upam, da bo tako naprej. Danes pa je pred Muro vse prej kot enostavna naloga, kajti le ena sama tekma bo določila potnika v polfinalni del pokalnega tekmovanja. Prostora za napake torej ni. Ja, pripravljamo se kot na vsako drugo tekmo, torej poskušamo izboljšati svoje stvari, poskušamo najti ali pa se pripraviti na slabosti nasprotnika in predvsem se ukvarjamo sami sabo, da stvari, ki jih počnemo na treningih, da jih potem čim boljše naredimo na tekmi. Čeprav večjih presenečenj in sprememb v igri tudi strani nasprotnika danes zvečer ne bi smelo biti, pa bo fokus še kako potreben. Mora biti taka, kot je bila večji del tekme v Domžalah, torej agresivna, dobra razigrana v zaključku in predvsem še bolj skoncentrirana v fazi branjenja. Državni zbor je včeraj soglasno sprejel novelo zakona o javni rabi slovenščine, s katero naj bi bila raba našega jezika omogočena tudi v najsodobnejših elektronskih napravah in storitvah. Novela vključuje tudi prehodni rok, v katerem bodo lahko podjetja svoje produkte prilagodila zakonodaji. Po 20 letih, odkar spada k Evropski uniji, Slovenija posodablja del svoje zakonodaje. Slovenščina je eden od uradnih jezikov Evropske unije. Novela zakona o njeni javni rabi pa je sedaj, kot rečeno, približana digitalni dobi. Novela torej predvideva, da bo raba slovenščine omogočena tudi v najsodobnejših elektronskih napravah in storitvah, na primer v Applovih telefonih in avtomobilskih vmesnikih. Podjetjem je odslej na voljo prehodno obdobje, v katerem lahko svoje produkte prilagodijo jeziku. Z novelo sicer še ni rešeno podnaslavljanje vsebin pri Netflixu in Disneyju, saj zanje velja zakonodaja države izvora. Ministrica za kulturo Asta Vrečko je ob tem izrazila željo, da bi elektronske naprave še v mandatu te vlade spregovorile slovensko. Tako, za konec pa še preverimo, kakšno vreme nas čaka v prihodnje. Današnji dan je bil delno do pretežno oblačen. V Lendavi smo opoldne namerili 13, Radencih 11, v Krajinskem parku Goričko in Murski Soboti pa je bilo 10 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, le na zahodu bo zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, v Zgornje Savski dolini malo nad ničlo. Najvišje dnevne v zahodnih krajih od 14 do 18, drugod od 19 do 22 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale od 4 do 5, podnevi od 21 do 22 stopinj. V petek in soboto bo po večini sončno, le v zahodni Sloveniji bo nekaj več oblačnosti. Še bo pihal jugozahodni veter. Postopno bo še topleje. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 5 do 7, čez dan od 23 do 26 stopinj Celzija. Toliko za danes. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.